do tukaj, tam proti hrvaški meji, izvira reke. To je slavna reka, ker narediš Kocijanske jame. 52 km je dolga, potem pa še 2 km ti malo, ko pride na Trstom Štivan. No, jaz mislim, da smo vam veliko povedali o Brkinih in o gradu in tako naprej, jaz bi samo o cirkvi kaj, ne? Dobro. Vredo. Začeli bomo pri duhovniku Stebu Viliju. Ko ste šli noter, je tam ena plošča spominska, no in mi dva bi bila enako stara, jaz sem 20 dni starejši od njega, ampak on je umrl že zdaj bo malo 30 let. Bil je duhovnik, pesnik, prevajalec, mislec in njegovi sošolci so mu postavili za 70-letnico rojstva tisto ploščo tukaj. No, zakaj ga spominjam? On je tukaj doma in je tudi dober pesnik. Škoda, da tako mlad umrl, da je še marsikaj napisal. Gospod Tone je tudi pesnikoval in jo pustil in to je izgubljeni talent, za katerega bo damo duhova. No, tako je rekel Finžgar škofu Pogačniku, ki je bil kaplan v Kristinu, da je zaplavil Trnovem. No, torej prva cerkvica tukaj, prav na tem mestu, kjer sedite, polovico manjša od te, isto je posvečena bila Sveti Heleni in je iz leta 1602. Mimogrede povem, da vse cerkve tu pri nas so med 600 in 700, razen teh najnovejših. In zakaj sem vprašal jaz enega zgodovinarja, ki je zdaj leta 100 let bil star, je še živ, in rekel, da verjetno zato, ker so prenehavali turški upadi in so zidali bolj stabilne cerkve, prej so bile stanate strehe najbrž, ker so Turki vse to požgali. Takoj ga vstavim. Jaz sem Branka Pučiča, najboljšega zgodovinarja za glagolico vprašal, kako to, da je toliko cerkva v tem okraju, veliko tako bogato. In je rekel, takrat je bilo v teh krajih izredno blagostanje. So Turki prenehali. V Šilem taboru si jim povedal, da je nekaj. Že vse znajo. No, to verjetno tudi znate, da še zdaj rečejo tam krvava stena, ker so Turki gori napadali in je bila krvava stena v teh boju. A ne? To, na Rimem ta stena se bi tam naključno skoraj. No, torej, kaj imamo od stare cerkve tukaj? Svetega Miklaža, vidite tu. V tem oltarju se vidi, koliko je bila manjša. Potem tukaj Marijin oltar, ki ga ne vidite, ker je zakritev, ker sedaj je restaurirana. In ta slika Svete Helene je tudi iz stare cerkve. No, odločili so se za zidavo nove cerkve leta 1866. Škof smo bili pod Ljubljano takrat, škof Vidmar Jernej je poslal sem kaplana iz Stare Loke. Tam so zidali tudi cerkev in on je dosti se naučil, pomagal in verjetno zato ga dal sem, da bi organiziral to veliko delo. Torej, lani 2 leti so zidali, lani smo obhajali 150-letnico in zdaj prejšnjo nedeljo vsaj spomnili smo se pa 150-letnice posvečenja te cerkve. Prišel škof Vidmar, je tam tudi table, je posvetil to cerkev 5. septembra. 5. septembra, torej, to cerkev so v 2 letih se zidali. Finančno je veliko pomagal avstrijski cesar, škof Vidmar Jernej, pa tudi koledniki pravijo, da so pomagali. Se veste, eno cerkev zidate na para ne zmore. Tudi danes je to težko, takrat pa mogoče bo celo malo lažje, ker so ti delavci cenejši. Zidali so delavci iz Furlanije, po 35 jih je bilo naenkrat. In ta župnik natančno opisuje, kako je se to zidalo, kako se je delalo, kakšne težave so bile, recimo ta tlak so ga posleparili, da je bil 2-krat plačan.
potem piše tudi čez 1000 vozov kamenja so pripeljali, plus to, da so iz stare cerkve vzeli kamenja. Tudi staro cerkev so celo pustili eno leto tu. Je pa zato, da še malo. No, ko je bila cerkev sezidana, je bilo veliko veselje, je napisal, koliko škafov vina so spili, ampak tudi žalost, ker so bili veliki dolgovi, še kakšnih 30 let se je potem te dolgove splačevalo. No, cerkev je bila narejena, župnik je po 6 letih šel v Velike Lašče, tam zgradil tista 2 zvonika, pravijo, potem je šel v Trebnje, tudi tam gospodarska poslopja gradil in umrl pri 62 letih, tam je pokopan v Trebnje. Če je kdo iz Trebnja tukaj, je pa iz Velikih Lašč. Lepo. No, potem so gledali, da bi to cerkev opremili, naredili so klopi, so bile verjetno stare kot cerkev, so bile pa iste, te smo pred 3 leti delali. Tam je stari model in smo šli po starom. Zato, ker ta vzorec se tej cerkvi skozi ponavlja. Vidite, ta okna, in tu še ta vzorec smo tako pustili. No, prejšnje so bile jelove, te so pa hrastove. Poklicali so slikarja Delnerija, Italijana, ki je poslikal te 4 evangeliste tu. No in to so prave freske, ki so veliko bolj trajne. Freske pomeni poslikavana frišna malta, sveža malta. Dočim kraljeve slike pa niso prave freske, so slike sekoreče, na suho in zato so manj obstojne. No, leta 1967, ko smo bili nekje pri Vojakih, so to cerkev v streho prenavljali in sam došč je padel 2 meseca. Ja. 2 meseca in to je tista platna so prepustila, delali so bolj počasi, ni bilo brigad takrat in takrat se je naredila velika škoda na teh slikah. No, obnovljene so samo ta del, to je sveti Ciril in Metod. No, gospod je že omenil svetega Cirila in tam na tisti knjigi, ki jo drži, kralj se tako zamisli, da drži knjigo visoko v zrak, je hotel s tem poudariti, da apostola nista prinesla samo vero, ampak tudi pismenost, kulturo. In tam je pisano v glagolici. Če kdo dobro vidi, jaz ne vidim tako dobro, malo včasih pogledal s kakšnim tam ko se vidi. No, sveti Ciril je oblečen kot redovnik. Pravijo, da ko je to na sliku, da so rekli, da kraj je na sliku tega svetnika povedem sažaci. No, Ciril je bil zelo genijalen in je izumil to pisavo, cirilico, ki je bila mogoče malo drugačna, kot je zdaj. Bolgari so pa nastavili in polovico Evrope se uporablja vse pravoslavne dežele. Umrl je pri 42 letih v Rimu, so bili tam na obisku in baje so na grobu se malo začeli dogajati čudeži, tako da je bilo to za Rimljane znamenje, da je velik svetnik. V svetem cerkvi so tega imena je grob. Mi smo maševali enkrat, kot smo mašali tam. Slovenci mogoče tudi tja pogledati, tako da govorim. No, svetega Metoda si je pa zamislil, kralj stiska sebi kot dragocenost bogoslužno knjigo. Hotel je poudariti, da je papež dovolil svetima bratoma, da opravljajo bogoslužje v slovanskem jeziku. Starocerkvena slovanščina za to. Jezik se tudi razvija. No, torej, to je bila velik dogodek, ker do koncila se je maševalo grško, hebrejsko, latinsko in starocerkveno slovanščino. Drugi jeziki so dobili to bogoslužje šele po koncilu, tudi mi Slovenci. No, recimo Hrvati so imeli nekateri v tej starocerkveno slovanščini mašo. Smo bili pazni, smo še odgovarjali, smo se učili ministrirati tisti. Še jaz sem se učil.
No, zdaj, verjetno vam je znano, Ciril se je vrnil, je postal potem nadškof Panonije, imel je težave. Pa metod, ja, Ciril je tam ukopan. No, bil je celo zaprt od nemških misionarjev, ki so hoteli s svojimi misijoni malo tudi prodirati z nemščino. Tako da ga je papež potem rešil, takrat so bile pošte dolge, je kar 2 leti postal ječi, mislim. No, zdaj pa, torej tone kraj. Zanimivo pravijo ti ocenjevalci, da so najboljše slike prav tukaj na Premu njegove. Jaz se skoraj malo to čudem, ker je bilo to so bile prve poslikave, takoj po prvi svetovni vojni, 21. leta, 22. Na tej strani je Marijino znamenje, ki ga ne vidite, zdaj leto, tukaj sta Angela Mezraja in tu zadaj pri Orglaš je pa sveti David in sveta Cecilija, ki pa zaveznika se premedljajo. No, Orglaš smo tudi praznevali 100-letnico, Orglaš še delajo, samo nimamo pa organista. To samo posodno primoči. Zdaj slika Svete Helena, sem rekli, iz prva crkva, iz leta 1837, povem še par besed o sveti Heleni. Sveta Helena je bila doma iz mesteca Trapan, iz sedanje Turčije, in njen bodoči mož Konstanc je šel tam mimo, vojskovodja, in se je vam ljubijo peljal seboj in ste se v Nišu poročila. Srbi so na to zelo ponosni. So zdaj, ko je 1700-letnica milanskega edikta, so se zidali tam velikansko cerkev svete Helene. Če boste kdaj šli v Niš, boste jo lahko pogledali. No, sveta Helena, njen mož je kasneje postal cesar in ker ni bila kraljevega rodu, jo je odslovil in se poročil z drugo, s Teodoro. No, z njo je imel 2 sina, to pa sina Konstantina in za naslednik je postal Konstantin, ki ga zgodovina tudi imenuje Konstantin Veliki. To se je težko predstavljati, on je po cesarsko-rimski do cela Evropa, pa Mala Azija, pa Severna Afrika, velikanska stvar. No in tudi Carigrad se je po njemu nekaj časa imenoval Konstantinopolis. Zakaj je Helena Velika svetnica? Ker je vplivala na svojega sina, je bila kristjanka in je izdal tisti slavni milanski edikt, ko je dal kristjanom svobodo, 313. leta. Smo obhajali 1700 let po vsem svetu. Naša škofija obhajala tukaj za Gorjo, tukaj se tudi cerkev svete Helene. No, zakaj se slika s križem pa skromno? Skromno zato, ker je sin vrnil carsko dostojanstvo, ko je postal on cesar. S križem pa zato, ker je našla križ. V Jeruzalemu je pokazala izkopavanje in so našli vse 3 križe in niso vedeli, kateri je Jezusov, in se je ena bolna žena dotaknila vseh 3 križev in pri enem je ozdravela in to je bilo znamenje, kateri križ je Kristusov. Zato je tudi zavednica arheologov. No, zdaj, ja, mogoče samo še to povem. Torej, Tone Kralj je tu na Primorskem poslikal blizu 50 svetla. Tudi na Svetih Hišarih ste verjetno bili, Most na Soči, Trenta, potem tu Slivija, potem Bistrica, potem tukaj naša fara, ki se je Auber in Klana na Hrvaškem, na Dolenjskem pa samo Struge in tam, da so popadle te poslikave. No, sam Tone Kralj je rekel, da če ostane poslikava na Premu njegova in v Auberju, da bo zadovoljen on stran groba. Se pravi, da on te 2 cirke smatra, da je to najbolj kvalitetno njegovo delo. Dobro, če hočete še kaj vprašati.